Zaključek tretje četrtine prvenstva z gostovanjem v Kopru, razplet pa kot ob prvem medsebojnem obračunu v jesenskem delu sezone znova 2-2. Vijoličasta četa je na obalo odpotovala dan prej, v miru opravila zadnje priprave in poskrbela za odlično otvoritev tekme. Z vodstvom že v 5. minuti. Ibrahim je podal do Volaša, ki se je spretno zagradil in s podajo Velikoni omogočil prosto pot proti golu. Drugi član napadalne naveze pa je v istem slogu dokončal akcijo. Zadev je z dobro odmerjenim udarcem z 18 metrov v desni kot za 4. gol v spomladanskem delu sezone in že 3. zapored. Predstava pri tako veliki točkovni prednosti je sigurno za pohvalo. Fantje so igrali celo tekmo zelo zbrano, resno, bili pri stvari in si zaslužijo čestitke. Pri zanimivi predstavi na Bonifiki so sodelovali tudi gostitelji in popestrili dogajanje v uvodnem delu tekme še z lastno učinkovito potezo. 9 minut kasneje je Aganovič po akciji na desni strani opazil, da je Brečevič pripravljen na utekanje, pravočasno podal z roba kazenskega prostora v sredino. Ob udarcu Brečeviča je posredoval Handanovič, a se je žoga skotalila čez golovo črto. Ekipi sta ob prvih udarcih v okvir gola zatresli mrežo, živahen začetek pa je pomenil dobro napoved za nadaljevanje dvoboja. Naslednja grožnja znova pred koprskim golom. Po daljši akciji mariborskega moštva je sledil predložek Cvijanoviča do Velikonje, po njegovem poskusu z glavo žoga mimo desne vratnice. Iz 28. minute ostaja zabeležena obetavna akcija za Koper. Pučko je v protinapadu po podaji Ostrca prišel sam pred Handanoviča, ob soočenju pa nameril čez gol. Med primorsko-štajerskim obračunom ni manjkalo živahnosti, naslednji do zaključka Mertel, po udarcu z roba kazenskega prostora pa je žoga zletela ob levi vratnici. Koprski nogometaši so na drugi strani pred koncem prvega polčasa zapretili še dvakrat. Najprej iz akcije, ki je zasnoval Aganovič, ob podaji v sredino uspešno Rajčevič. Pred Brečevičem je izbil kot. Priložnosti so se med dinamično tekmo vrstile. V mariborskem kazenskem prostoru žoga še enkrat do Pučka, ki se je iz obrata odločil za udarec, pred njim pa je posredoval Potokar in končalo se je s kotom. Drugi polčas se je začel s pestrejšim dogajanjem pred domačim golom. Prvi do konkretnejšega poskusa z razdalje Ibrahimi. Hasić je z nekaj težavami ustavil žogo pred golovo črto. Po napaki Blažiča v kazenskem prostoru se je že ob naslednjem napadu v najobetavnejši situaciji znašel Volaš, vendar po udarcu iz obrata ni bil natančen. Nato je Volaš preizkusil udarec z prostega strela, kratko mu je podal Milec, končalo pa se je z dobrim posredovanjem vratarja Hasića. Trije mariborski zaporedni napadi v kratkem času brez želenega zaključka, Koprčani pa iz prvega v drugem polčasu do gola. Guberac je podal do Brečeviča, ki se je po samostojni akciji odločil za udarec z 20 metrov. Žoga je ob posredovanju Handanoviča končala v mreži. Naš vratar jo je skupil zaradi izpahnjenega palca na roki, je potreboval oskrbo fizioterapeuta, a je lahko ostal med vratnicama do zadnjega sodniškega žvižga. Na krilih vodstva nova grožnja s koprske strani. Pred Brečevičem je s hitrim odzivom posredoval Handanovič in žogo odbil. Prišla je do Pučka, poslal je proti golu, toda Rajčevič je z drsečim izbijanjem preprečil, da bi prečkala golovo črto. Darko Milanič je medtem dvignil s klopi Markosa Tavaresa in ponovila se je zgodba zadnje medsebojne tekme na Bonifiki. Tudi tedaj je Tavares stopil v igro v drugem polčasu in zadev za končnih 2-2. Tokrat je bil uspešen po podaji Cvijanoviča z udarcem z roba kazenskega prostora. Razlika v končnici je postala vse bolj očitna. Izenačenje je prineslo dodaten zagon vijoličastim in lahko bi se zgodil popoln preobrat.
Ja, sem prepričan, imeli smo dovolj svojih priložnosti, imeli smo tiste kontinuirane napade, ki smo si ga želeli, smo usilili našo igro, nasprotnika dobesedno presilili na njihovih 16, ter smo imeli priložnosti in jaz sem verjamem, da bi tekmo lahko dobili, če bi trajalo še par minut. Koprčane, ki so jim opešale moči in niso mogli več spremljati ritma, je pred porazom rešil okvir gola. Ibrahim je dobro nameril z 20 metrov, žogi pa je pot v mrežo preprečila Prečka. Med zaključnim obleganjem gola pa še 3 mariborski napadi v želji po zmagi. Ko je podal Viler, se je Ibrahim brez obotavljanja odločil za udarec, Hasič na pravem mestu. Domači vratar se je dobro odzval tudi po kotu, ki ga je izvajal Cvijanović in podal do Velikonje. Tik pred koncem tekme pa še enkrat v glavni vlogi Tavares, ki je po kombinaciji z Volašem prišel do novega obetavnega poskusa z roba kazenskega prostora, toda žoga mimo desne vratnice. Ostalo je pri 2:2, s tem pa primorska misija ni končana. Že v sredo je na vrsti nova preizkušnja v Novi Gorici. Začela se bo ob 18. Yeah, we have to rest well. Gorica, they play different style. They're more fast than Koper. And now we have to think about this game and try to win the game.